To, kar smo zdaj v zamudi, bomo lahko izkoristili mogoče za več debate v kasnejšem delu po referatih. Zdaj bi pa kar prosil Vito Deželak Barič, da nam predstavi svoj referat naslovom Nasilnost druge svetovne vojne in otroštvo. Hvala, lep pozdrav vsem. Druga svetovna vojna na evropskih tleh, kakor tudi na slovenskem, je opredeljena z vseobsegajočim nasilstvom. Le to je prizadelo vse generacije, tudi ne glede na spol, se pravi tudi otroke. Otroci so bili izpostavljeni po eni strani podobnim nasilstvom, kakor odrasli, po drugi strani pa tudi specifičnim oblikom nasilstva, predvsem pa so na specifičen način dojemali to vojno situacijo in potem preživljali in doživljali po končani vojni travme, ki so jih med vojno doživeli. Vojno nasilstvo na slovenskem so seveda odraz mnogo prepletenih procesov, ki so potekali na slovenskem, se pravi od okupacije, odpora, revolucije, protirevolucije, kolaboracije, državljanske vojne. Tako se je v vojnem obdobju nasilju okupatorja pridružilo tudi nasilje, ki so si ga povzročali Slovenci sami. Otroci so bili v tem dogajanju po eni strani objekt, to velja seveda predvsem za najmlajše, po drugi strani pa so bili že tudi aktivni souspejalci vojnega dogajanja. Vojna je zelo hitro in kruto posegla v življenje otrok. Že, če ilustriram samo z dvema primeroma, že v aprilski vojni leta 1941 je v tem najbolj radikalnem oziru, se pravi, koliko življenj so otroci izgubili. Izgubilo življenj vsaj 34 otrok in mladoletnih oseb. V drugi strani so ti otroci že prvi otroci že zastalno ali začasno izgubili svoje očete, ki so naprimer padli v aprilski vojni, bili poslani v vojna taborišča in tam umrli ali pa vojno obdobje potem preživljali v vojnih taboriščih. Po oceni je padlo vsaj 330 pripadnikov Kraljeve jugoslovanske vojske, od teh je bilo vsaj 120 poročenih in lahko predvidevamo, da so večina še tudi imeli otroke, ki so poslani tudi za Že sredi leta 1941 stori nemški okupator enega najhujših zločinov, če sploh tako govorimo o majhnih, bolj hudih zločinih, ampak je zelo nepojemljiv, namreč pomor 24 hendikepiranih otrok, namreč takrat so na Štajerskem iz različnih hiralnic to pobrali okoli 600 ostarelih oseb, potem oseb, ki so bile tako ali drugače prizadete v umskem in telesnem razvoju, jih odpeljali v taborišče v Sirski Hartheim in tudi med temi jih je bilo vsaj 24 pomorjenih. Sredi leta 1941 je nemški okupator z ciljem čimprejšnje ustvaritev nemškega značaja v okupiranih območjih, se pravi Štajerske, Koroške, Gorenjske, severnega dela Dolenjske, izgnal okoli 63.000 ljudi v vojnem obdobju. Okoli 17.000 jih je pobegnilo v Ljubljansko pokrajino, da so se izognili grozečim aretacijam. In ocenjuje se, da v tem številu 80.000 izgnanih okoli 20.000 otrok, ki so potem seveda v glavnem živeli.
vojna leta preživljali v taboriščih, takšnih ali drugačešnih, glavno seveda v Nemčiji, delno tudi v Srbiji in pa na območju države NDH. Otroci so, tu je primer Stanta Križaja iz Bizeljskega, starega 9 let, z to značilno družinsko številko izgnancev, kakršno so tudi družinski člani v izvojni. Otroci so v nemških taboriščih seveda po eni strani podobno trpeli, kakor so odrasli. Enako so bili izpostavljeni trpinčenju, lakoti, mrazu, slabim higienskim razmeram, bili so grobo izkoriščeni kot delovna sila, bodi se v taborišču, tovarnah, potem na kmetijah. Zlasti proti koncu vojne so bili izpostavljeni nenehnim alarmom in bombnim zavezniškim napadom. Bili so priče množici seveda bolnih in mrtvih taboriščnikov. Marsikateri so se morali soočiti z smrtjo lastnih staršev ali sosedov, ki so jih potem pokopali v tuji zemlji. Niti zloglasni medicinski poskusi nad taboriščniki niso šli mimo otrok. Leta 1942 je pričel z množičnimi aretacijami tudi italijanski okupator v ljubljanski pokrajini, predvsem v tej siloviti ofenzivi, ki je potekala od julija do novembra 1942 in je množično izganjal prebivalstvo, predvsem v Gonas, na Rab, Trevizo in tako dalje. Italijanski okupator je po ocenah v celotnem obdobju interniral okoli 25,000 prebivalcev ljubljanske pokrajine. Seveda tudi ti otroci so na nek način seveda podobno trpeli, kako so v nemških taboriščih, čeprav so določene specifike. Ena izmed njih je mogoče ta, da so bili ob prihodu v taborišče psihično popolnoma uničeni, in to ne samo zaradi tega, ker so bili izkoreninjeni iz svojega domačega okolja, ampak marsikateri so se soočili pred izgonom v taborišče z to uničevalno, krvavo, poživalsko ofenzivo Italijanov in so na lastne oči videli, kako se jim gorelo domačije, kako se pred lastnimi očmi so sosede, starše in tako naprej postrelili. Tudi ti so seveda živeli pogosto v skrajno zaostrenih bivanjskih in vremenskih razmerah, v soočenju z smrtjo bližnjih. Podobno se je dogajalo otrokom v madžarskih taboriščih, kajti tudi madžarski okupator je za Prekmurja izgnal okoli 2500 prebivalcev. Posebej tragično skupino otrok predstavljajo tako imenovani ukradeni otroci. Tu gre za otroke, ki so bili nasilno iztrgani iz družinskega okolja. Gre predvsem za dve množični akciji, ki je nemški okupator izvedel avgusta 1942 na Štajerskem. To je bilo najbolj krvavo obdobje na Štajerskem v celotnem vojnem obdobju, ko je hotel z skrajno rigoroznimi sredstvi izkoreniti odporništvo. Zaradi tega je izvajal številne aretacije, streljanje talcev, množično pošiljal prebivalce, ki so zlasti ljudi, ki so bili kakorkoli v sorodstvu z partizani ali tudi talci v taborišča. Te orientirace so pripeljali v zbirno taborišče v Celju in nasilno so ločili okoli 600 otrok. Matere so glavno poslali v Auschwitz, kjer so umrle.
Očete so delno postavili pod talce, delno so bili tudi poslani v uničevalna taborišča, seveda marsikaj starš se potem po koncu vojne ni vrnil. Otroke, bili so tudi dojenčki med njimi, so poslali v domove Lebensborna, kjer so bili seveda vzgajani v smislu namena teh zloglasnih organizacij. Starejše so poslali tudi v prevzgojevalna učilišča, kjer so jih tudi vzgajali seveda v nacističnem smislu. To je šlo, kot pravimo, za grabež čiste krvi, s katero so želeli oplemenititi arijsko kri. Ukradeni otroci, seveda nekateri so pomrli, velik del se jih k sreči vrnil od konca vojne, vsi pa ne. Namreč kar nekaj otrok je bilo potem posvojeni so jih nemške družine, nacistične družine, in za njimi se je izstopila vsaka sled. V tem trpljenju, ko so bili otroci izpostavljeni in razčlovečeni v taboriščih, so seveda tudi otroci obolevali in umirali, torej na zaslonu vidite par taborišč z številom, kakršnega smo pač uspeli ugotoviti, koliko bi naj otrok po posameznih taboriščih umrlo. Naj rečem, da je te številke zagotovo še niso dokončne, raziskave kažejo, da so otroci, mislim, da otroci sodijo med najbolj pozabljene kategorije žrtve druge svetovne vojne. Tudi otroci, ki so ostali doma, so seveda bili izpostavljeni raznovrstnemu trpljenju, ustrahovanju in tako naprej. Poleg okupatorjevega nasilja so ponekod trpeli tudi zaradi delitev, ki so se vzpostavili znotraj slovenskega naroda, kar je bilo očitno še zlasti v ljubljanski pokrajini. Zgovoren je napis enega izmed partizanskih otrok, ki je bil 42. leta star 11 let in opisuje razmere, kakršne so bile ustvarjene v času italijanske ofenzive in pa vse bolj očitne diferenciacije med Slovenci. Pravi, vse bolj smo se odjevali v črnino, strah smrti je bil naš najpogostejši spremljevalec. Teror, ki ga je izvajal okupator sam ali pa v sodelovanju z kolaboracionističnimi enotami je trajal seveda vse do konca vojne. Poleg omenjene italijanske ofenzive naj to plat ilustriram samo še naprimer z dogodki leta 1944, ko je nemški okupator zaradi partizanskega napada na nek konvoj, naprimer požgal Komen in okoliška naselja, izgnal množico prebivalcev v Nemčijo, potem bestialno je maja 44 leta besnel po brkinskih vaseh, ker bi požidal vasi streljal ljudi, med streljanimi so bili tudi otroci. Enako je bilo v tem času maja 1944 v Orehovici pri Zagorju, ker se je zopet maščeval samo zaradi nekega napada na nemški avto, tako da je požgal vas, postrelil 15 ljudi, med njimi dokaj 6 otrok, ki so potem zgoreli v ognju lastnih domačin. Leta 1942 se je okupatorjevemu nasilju pridružilo še partizansko nasilje, predvsem v ljubljanski pokrajini. V ta vrtinec so bili pritegnjeni tudi otroci, saj so v številnih primerih ostali brez enega ali brez obeh staršev, v nekaj primerih pa so bile pobite kar cele družine, torej tudi matere in otroci.
Eden najhujših zločinov se je dogodil decembra 1942, ko je Ljubčeva brigada v dobu pri Mirni zajela Mauserjevo družino, je kruto mučila in pometala žive potem v ogenj. Tu so poleg očeta, matere, enega polnoletnega sina v ognju zgoreli še 4 mladoletni otroci stari od 9 do 17 let. Na Primorskem je na primer zelo odmeval poboj predsedne družine Julija 44 Žapožak pri Ajdovščine. Seveda, enako je potem tudi protirevolucionarna stran, sama ali v sodelovanju z okupatorjem povzročala nasilje, ki se je zaostrilo zlasti še po kapitulaciji Italije in formiranju komodranstva. Vendar v njenem ravnanju ni znanih pobojev celih družin v takem obsegu, kot je bil pač ta naveden primer, ki res izstopa v naši žalostni zgodovini. Je pa tudi res, da migranci so usmerili svoje akcije predvsem na prebivalstvo, ki je bilo aktivno vključeno v odpor. Seveda pa so tudi oni završili nekaj zločinov umorov nad družinami. Ena pa, na primer, družina, štiričlanska družina Valantič iz Novega mesta, ki je končala leta 1943. Zelo odmeven je bil, na primer, ki tudi po vojni je usodni, je bilo umor partizanke Mulec Ivanke marca 1945, se pravi tik proti koncem vojne, da ranjena zajeta je bila pod porodom in potem smo se prihali. V totalni vojni so bili otroci slejkoprej izogibno vključeni tudi v sistem indoktrinacije, kar je mogoče opredeliti seveda kot obliko nasilnosti. Z narodnostnega stališča so bili zelo nevarni tozadevni okupatorjevi poskusi, ker so imeli raznaredovalni cilj, ki je bil sistematično usmerjen ravno proti mladini, se pravi proti narodovi substanci v temelju. Italijanski okupatorji z tem namenom ustanovil italijansko lipsarsko mladino Ljubljane. Njen cilj je bil fašizacija in postopna fašizacija in raznarodovanje. Kot vemo, ni imela posebnega uspeha, zaslugo, zato lahko pripišemo narodne zavednosti tako staršev kot učiteljev, pa tudi blažjemu okupacijskemu sistemu na začetku. Ilustrira ga mogoče taka prikrašala, ki je okrožila tudi v Ljubljanski pokrajini na račun teh džilovskih kuhin in makaronov, ki so jih otroci tam dobivali. Namreč so se otroci norčevali iz teh makaronov, češ da so tako in tako narejeni iz jugoslovanske moke, potem narejeni so z nemškimi mašinami, samo luknje v makaronih so italijanske. Se pravi, ilustrira to, da tam je bilo zapuščeno vzdušje, ki je v Ljubljanski pokrajini v začetku trajalo. Bistveno drugače je bilo na nemškem okupacijskem območju. Tam je okupator z ciljem popolnega okupiranih območij, ukinil slovensko šolstvo, vrtce ustanovil nemške šole, množično ustanavljal nemške vrtce, v katere bi naj pošiljali čim več otrok do drugega leta starosti naprej. Nacisti so odkrito razglašali, da so otroški vrtci in pa šole temeljne postojanke za prevzgojo in ponemčenje mladine na okupiranih območjih.
Šola je bila tesno povezana z organizacija Hitlerjugend, saj so tudi učitelji, običajno voditelji te organizacije. V to organizacijo so se vključevali otroci od 7. leta starosti naprej. Je pa njen namen bil tudi seveda militarizacija mladine. Naj podarim, da so otroci to nenadno spremembo v poučevanju doživljali zelo traumatično. Seveda otroci tiste starosti, ki so pač že lahko presojali novonastale razmere, so seveda bližji tudi prizvetiči nacionalnega središča. Drugi so trpeli zaradi tega, ker so imeli težave pri učenju, ker niso obvladali jezika. Upirala se jim pa tudi militarizacija, zelo povezana z oglasnimi značenji eksecir. Zdaj bi pa prosil, če zaključiš. Podobno je ustanavljal madžarski okupator organizacijo, mladinsko organizacijo Rente. Tudi na porniški strani seveda imamo organizacijo, ki želi pridobiti za svoje ideje otroke, to je pionirska organizacija. Bom šla kar hitro. Pri njej naj merim samo to, da je bil že zelo, v njenem delovanju je že zelo očitno prisotni tudi Titove osebnosti. To vidimo, kako so otroci za svoje interesi izpisali Tito. Na protipartizanski strani pa so seveda bili otroci vzgajani v tradicionalnem šolskem, cerkvenem in v družinskem smislu. Podarjal se je antikomunizem in kakor je naprimer zapisal Ot v svoji knjigi Ukradeno otroštvo, se je mnogo govorilo, da ti partizani ubijajo, kradejo, rušijo cerkve, celo je do majhne otroke in da so rdeči. Usode in opredelitve so bile seveda najtesnejše povezane tudi z opredelitvami njihovih staršev, to je bilo neizogibno. Naj ilustriram to dejstvo samo z usodo Šarhove družine in pa ljubljanskimi ilegalčki. Kot vemo, oče Šarh se je pridružil pohorským partizanom. Zaradi tega je okupator aretiral družino, žena je bila poslana v Auschwitz, otroci, kjer je umrla, otroci pa v izbirno taborišče Frohnleiten pri Gracu, odkudar je trem uspelo pobegniti, so našli očeta na Pohorju in so potem bojevali ta poslednji boj pohorskega bataljona kot najmlajši partizani. Za ljubljanski legalčki tudi zaznamo zgodbo za skrb otrok, ki je organizirala Osvobodilna fronta za otroke tistih staršev, ki so se pač zapisali aktivistično delo, bili že mogoče tudi že uspokojeni ali v taboriščih, da jim je zagotavljala varno pač zatočišče pa najnujnejšo skrbo. Na protipartizanski strani pride pač to usodno povezanost staršev in otrok, oziroma opredeljevanje staršev in usod otrok, potem ob samem koncu vojne, v tem nasilnem epilogu oziroma obojih, ko se znajde naprimer del otrok tudi v taborišču Teharje, potem v tem taborišču Petriček v Celju, taborišču Strnišče Hrtuli, 12 umre in podobno. Najbolj seveda tragična posledica nasilnosti so smrti. V naši inštitutski raziskavi smo do sedaj ugotovili 1528 smrtnih žrtev, pri čemer so zajete mladoletne osebe, se pravi do neizpolnjenega 18. leta, to je ta meja.
vidimo, da je tudi tu število žrtev, tako velja generalno, velja tudi pri otrocih, ki s tem leta naraščajo. Glede povzročitelja, tudi tu velja ta splošna ugotovitev največjih smrti je povzročil nemški okupator, daleč potem na drugem mestu je partizanski tabor. Še zaključek, smrtne žrtve so seveda najbolj tragična posledica vojnega nasilja, to da tudi preživele otroke esence vojne spremljala še dolgo v vojna leta, marsikoga spremlja še danes. Potem nenazadnje govori pogosto uporabljena sintagma o njihovih spominskih srečevanjih za tako preteklosti, sintagma o ukradeni zadosti. Hvala.